Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Po tradicionalni kitajski medicini smo sedaj prišli v čas pljuč in debelega črevesja. Barva v tem obdobju je bela in žalost je tista emocija za to obdobje. No, kaj konkretno se bo dogajalo v mesecu oktobru? Je bil september res tisti čas zatišja pred nevihto? To boste izvedeli, kajti čas je za energije meseca. Evo, danes v moji družbi Tanja Glažar, področje Feng Shui. Je bilo to bolj pravilno, ne? Zdaj že. Zelo. Feng Shui. No, astrolog, psihoterapeut, turbulentni Jimmy v naši družbi in pa Tina Orel, astrologinja. Danes se bomo slišali tudi z Anito Rehar, da bo tudi sama povedala svoje jasnovidne energije, kaj napovedujejo za mesec oktober. Zdaj pa, Tanja, gremo kar konkretno, kaj bo za ena žival skakala po glavi za mesec oktober. Ampak res, jaz sem res imela cel september feeling, zatišje pred nevihto. Ja, september je bil, tako kot smo govorili o tem v prejšnji oddaji za september, da je veliko pritiska avtoritete in veliko upora. Se pravi, hotela si zdaj povedati, da smo prav zadeli prejšnji mesec tudi. Ja, prav smo zadeli, ampak jaz ne vem, če kdo to posluša. Fajn bi bilo, da bi mi prav zadeli, pa da se to ne bi zgodilo. Ker če bi ljudje malce prisluhnili bolj energijam, potem bi se stvari lahko zelo lepše rešile. Je pa res, da oktober, ja, tako kot si rekla, zatišje pred nevihto. Zakaj? Smo v elementov zemlje. Dvojen element zemlje, yang zemlje, to pomeni dve gori. Leto je v zemlji, se pravi trojni vpliv zemlje. Zemlja pomeni razpršeno energijo, pomeni pa tudi naše temelje, koliko so trdni. A se bodo ti temelji zamajali? Se pravi, bi se lahko zgodil tudi kakšen potres? Tudi lahko. Ampak jaz tukaj predvsem gledam na odnose. Kakšni so naši odnosi? Kakšne temelje imamo? Koliko se bomo potrudili? Koliko bomo trmasti ali vztrajni? Za kateri pol se bomo odločili? In zemlja je vedno tista, ki poskrbi za vse. Ampak dajmo najprej zase poskrbeti, pa pri sebi. Po drugi strani je pa to mesec psa. Pes je v Feng Shuiu vedno simbol duhovnega bitja, simbol duhovnosti. Takrat mi veliko razmišljamo. Prej se je koncentrirala energija, zdaj pa razmišljamo. In bi delovali vse okrog. Se pravi, dajmo obrniti stvari v to smer, da bomo lažje šli preko energijskih izzivov. Ok. Turbulentni Jimmy, kaj boš rekel? Septembra smo rekli, da je bilo 6 retrogradnih planetov. Napovedali smo, da bo to majčkeno malo mesec v krču, mesec mogoče rahlih blokad, bodisi v odnosih, tudi na poslovnih področjih. To zdaj govoriš za september ali že za oktober? Zdaj govorim za september, da bi zdaj razumeli, kaj se nam bo dogajalo oktobra. To se pravi, če je septembra bilo majčkeno malo vse skupaj v enem krču. Dobra novica za oktober je, da 5 planetov prihaja spet direktno. In osebno menim, da druga polovica oziroma zadnjih 10 dni oktobra bo bistveno boljših. Je pa res, da bo še tam do 20. treba zdržati. Je pa res, da bo najbolj kritičen moment oktobra okoli 20. okoli polne lune. Ta polna luna bo zelo močna, zelo napeta. In tukaj je res zdaj, tako kot je Tanja povedala, treba res biti pazljiv. Bodi si na individualni ravni, bodi si še posebej na kolektivni, ki lahko pričakujemo marsikaj. Za enkrat toliko. Za enkrat toliko. Kaj praviš? Ja, jaz bi pa tako rekla, ker je Mars blizu Sonca, pač ta dva planeta sta skupaj, temu mi v Džotišu rečemo, da je skurjen.
In če je planet skurjen, je tukaj mi, če smo pečeni, nam ni ok, ne? Nas peče in delamo stvari lahko tudi. Mislimo, da se ne bo nikoli končalo. Jimmy, ti si nas požarjavci pel v septembra, zdaj pa ta govori, da smo itak že skurjeni. Dobro, da niste šli oktobra. Ja. In pač, kadar je taka kombinacija, planet ne more polno vibracijo na nas dati. Ne? In kaj se tu kaže? Na splošno se tu pokaže, če gledamo čustva, jeza, agresija, nezadovoljstvo. Tu se pol tudi pokaže, ker nasproti tega Marsa je Jupiter. Jupiter je v vodnarju in vodnar, tak individualen vodnar, ne mara, da mu nekdo nekaj vsiljuje. Ne mara avtoritet, da mu nekaj vsiljujejo. In zato mislim, tako si mislim, no, da bodo zdaj cel oktober ljudje kar eni stiski, no, ker ne bodo vedeli, koga poslušati. Po eni strani bi želeli sebe poslušati, po drugi strani bodo pa itak pritiski od drugje tudi. Tako da jaz vsakmu rečem, kaj je plus, ne, v tej situaciji, delo na sebi in poslušati sebe. In tukaj ne moreš faliti. Okay, se pravi zdravo pamet. Ja. Okay. Odlično. Za vsak mesec pripravimo najboljše investicije in najboljša investicija, ki jo lahko zase naredite ta mesec, je, da greste pravcajt spat. Ja, to je mesec priprave in v tem času zdaj vidite, da je prej tema, zato se torej še kako splača, da gremo prej spat. To je najboljša investicija meseca. Potem druga je, ker je to mesec priprave, priprava našega imunskega sistema. In tukaj obstajajo številni nasveti, ki jih imamo za vas. In pa po tretjo točko, najboljša investicija meseca je strgalo za jezik. Nekaj zelo preprostega, nekaj zelo krasnega in zelo koristnega. Strgalo za jezik, ki ga uporabiš dejansko zjutraj, na ta način za več kot 50% ojačaš delovanje imunskega sistema in mi bomo rabili močan imunski sistem. In dajmo preveriti, kaj je Marija Kočevar povedala o tem ritualu čiščenja jezika. Je pa dobra novica ta, da v tem mesecu lahko dobite ta strgalnik za jezik pravzaprav celo brezplačno. Tako da, evo, gremo pogledati, zakaj ga bomo uporabljali. Stvar je zelo preprosta, to je taka prepognjena jeklena ali pa bakrena žička, malo sploščena na sredi in z njo postrgamo jezik. To delamo vsako jutro, takoj ko vstanemo, preden si umijemo zobe, postrgamo jezik. S tem dosežemo to, da očistimo iz jezika vse obloge, ki so se nabrale po noči. Tem oblogam v ajurvedi rečejo ama. To so tisti izločki, toksini, ki jih telo po noči izloči, ko se regenerira. To je najboljša preventiva za bolezni, ki se nam zgodijo v ustni votlini, od raznih angin, potem vnetja sluznice, raznih razjed, razpoke na jeziku in tako dalje. Tako da po zimi, ko imamo opravka z več obolenji, prehladnimi, se bomo zelo dobro zaščitili tudi na ta način. Istočasno zaščitimo tudi naprej dihala, požiralnik, bronhije, pljuča, s tem, ko smo odstranili toksine. In s to metodo tudi razbremenimo jetra in ledvice, ker potem imajo manj dela z odvajanjem toksinov. Strgalnik je torej krasna zadeva. Če nimate doma strgalnika, lahko uporabite tudi žličko. Skratka, vsak lahko najde svoj način. Pucite si jezik, zato da boste imeli boljšo imunsko odpornost, kajti po noč stvari hočejo priti ven, ne? In ne grejo dejansko ven. Tako da, evo, to je investicija meseca oktobra in tale strgalnik pa vendarle, ta prav bakren, lahko dobite brezplačno pri nakupu zaloge vitamina D3. Vitamin D3 v kapljicah, ekološki in to v oljčku je treba začeti uživati že v septembru in vse tja do meseca maja. Zdaj je torej skrajni čas D-vitamin za to, da boste imeli tisto ta pravo podporo in da boste seveda ostali zdravi, kar je tako zelo pomembno. V tem mesecu pa tudi jesenska imunska podpora, je pa tudi ena taka fajn zadeva, en fajn paket, kjer imate zraven
poleg D-vitamina tudi probiotike in ekozelenje, zraven pa kot darilo dobite C-vitamin, pa še eno knjižico, pa brezplačno poštnino, skratka ni da ni. Več si poglejte na klepetobkavi.si oziroma če pokličete 026 200 230. In kot smo rekli, investicije tega meseca, prav cajtic spad, krepiti imunsko podporo in pa seveda strgalo za jezik, ki ga torej lahko dobite brezplačno. Ste slišali kako? Tanja, pes. Pes je prijazen, ampak je lahko tudi zelo hud, kadar je čuvaj. A ne? Ja. V vsakem mesecu tudi kaj predstavljamo, pa vse take in drugačne zadeve, ampak preden gremo na to, kaj nam bo ta pes zdaj, kamo moramo zdaj narediti, kamo moramo vrti Da ne bo renčal. za eno klobaso, da ne bo renčal. Ja, ta klobasa ne bi bila v obliki elementa kovine. Aha. Ja, se pravi, čim več kovinskih dodatkov v stanovanju, lahko, če nam odgovarja kot osebni element, tudi kot nakit. To pa pomeni bela barva, okrogle, ovalne oblike. Mislim, jaz sem malo okrogla, pa v belem, sam mene morate gledati cel mesec, pa boste v redu. Se strinjam, tudi to je rešitev. Se strinjam. Drugače pa svetleče površine. In pa, Se pravi, morajo biti spucana tla, da se bo svetla. kar laboratorij. Okay. Ni da ni. Zakaj? Zaradi tega, ker element kovine v bistvu zbira energijo, deluje navznoter in jo koncentrira. Element zemlje pa deluje vse strani, prši. In tako, kot sem omenila že prej, imamo element zemlje yang, se pravi na vrhi, tako kot se kažemo, vsi zaskrbljeni, pa za vsakega poskrbeti tudi in razmišljamo. Potem imamo element zemlje spodaj, ki je pes, ki je čuvaj in da ne bo renčal in lajal, da bo naš zvesti kuža, ga ne smemo dražati z elementom še ene zemlje. To je pa letos vol, ali pa tisti, ki ima pri sebi kakšen znak zmaja tudi, ne? Aha. Ja, ti so pes pa zmaj se kar mal borita, ne? Kdo bo večji čuvaj doma. Tako da tukaj bo treba malo prebremzati. Se pravi, vsi zmaji moramo dati v prvo. Ja. Potem imamo pa še en element, ki pripomore k ravnovesju, to je vsekakor element yin lesa. To je tako kot rastlinca. Se pravi, rastlino, ki mi vsadimo v zemljo, posrka hranila iz zemlje, se pravi, da tudi ta odvečna zemlja se nekako uravnoveši in v bistvu dobimo neko življenje, neko rast energije. Tako da elementa kovine in lesa sta ta mesec, ta prva v našem stanovanju ali pa delovnem okolju. Se pravi, nakičimo se ta mesec oktober. V tem smislu ti imaš zelo lepo zapestnico z bunkicam, a ne? Ja, Se kovina. pravi, tudi verižico, pa okrogle oblike, to je Tako. torej tisto. Ja, tudi recimo pikčasti vzorci, lahko bi dali kakšne ovalne vzorce. Kar se pa tiče elementa lesa, je pa najbolj, da imamo živo rožico, kakšno rastlino. Lahko so pa cvetlični vzorci, buče, recimo, ne, element lesa, zelenjava, sadje in tako naprej. Odlično, Ja. krasno. No, evo, ljudje si lahko v tem mesecu tudi naredite pri njej osebne elemente, da boste takoj vedeli, katero leto vas bo še posebej teplo ali pa katero leto bo fajn, se zdaj bo v redu. Prej si rekel, Jimmy, da zdaj ful elementov gre spet direktno. Se pravi, te retrogradnosti ne bo, ki nas mal heca in pol je to za letos? Ali... Ne. Oktober je pravzaprav priprava, ker nas čaka še konec decembra. Konec decembra nas čaka še zelo močna konjunkcija Saturna in Plutona in se nekako končuje zelo pestro obdobje. Turbulentno si hotel reči. Se pravi, okus, ki ga bomo zdaj občutili na energetski ravni, Ja. oktobra je nekako priprava za finiš tega leta, ne. Tako, kot je rekla kolegica, Mars v tehnici, v konjunkciji z Soncem, zelo bo na udaru odnosi, ne. Še posebej, ker bo pol naslednji dan oziroma čez 2 dni Sonce v konjunkciji z retrogradnim Merkurjem. Skratka, zgodbe odnosov v javnosti, na osebnem nivoju. Se pravi, tisti, ki se še do zdaj Bruhalo ven. niso odločili, se bojo v oktobru zagotovo odločili. Moj nasvet je zelo previdnost, ne, v komunikaciji, ker bojo pritiski nenormalni, ne.
še večji pritisk in napetosti se bojo rojevale, ne. Tudi na kolektivnem. Na kolektivnem mogoče se bomo še bolj bomo pod tem pritiskom. Kar je pa pozitivno, ne, kar je nekako vseeno spodbudno, končno Saturn gre iz svoje retrogradnosti, Pluton že 6. ne. Merkur pa Jupiter pa 18. In tukaj se bo čutilo spet en zagon. Energija se bo začelo pravilno, nekako pozitivno vseeno osvobajati. Je pa res, da spet pridemo do 20., ker bo zelo močna luna, ampak ko bo spet Mars konec meseca prišel v svoje znamenje Škorpijona, potem bo že majčkeno malo se nekako spodbudile in šle v pozitivno smer. Ampak ni še konec, ne. So pa pozitivne spremembe oktobra, nekako napovedujem nekako spodbudne novice. Tina, glede na to, da si rekla v Džotišu, kar rečete, to je skurjen planet, a ne? Kaj lahko mi naredimo na tem skurjenem planetu? Ja, pazimo, da se tudi mi ne preveč opečemo, ne. Se pravi, če nam sonce ne paše, ne, saj oseba točno ve, če gre na sonce in dobi alergijo, ne bo verjetno potem šla, ne, še bolj na sonce. Tako da zdaj, po domače povedano, če gledaš poročila in potem se ne dobro počutiš, ja, ne jih več gledati, ne. Če greš sosedi na kafe in ona samo nekaj govori, ki tebi ne paše, ja, potem ne iti več tja, ne. Zato jaz mislim, tu je tudi v tem smislu delo na sebi, da se začneš poslušati, kaj meni pravi moje telo. Ne zdaj, če ne bom šla k sosedi, mi bo pa zamerila. Ja, tu zdaj ni važno v tem momentu, ker so tako planeti tako vibracijo meče na nas, da ne bo šlo čez. Pride lahko do krega, pride lahko do popačenih informacij in potem je škoda, ker bodo res odnosi pol tle, ne, ker se lahko skregaš za brez veze. V bistvu pa samo energije, ne, naredijo tu. Wow. Tudi Anita Rehar nam je zaupala, kaj in kako je sama začutila mesec oktober. Preverimo, kaj je povedala. Lepo pozdravljeni. Pa smo dočakali mesec oktober. Mesec, ko se Zemlja odpre in začno pronicati na plano vse tiste zastarane energije, ki želijo prehod v višje sfere skozi planet Zemljo. V prvi polovici meseca oktobra lahko mnogi pričakujete velika nihanja na razpoloženju, saj bodo te energije imele močan vpliv na naše počutje, na medsebojne odnose, na nervozo, živčni sistem, prihajalo bo tudi v medsebojnih odnosih do raznih razprtij. Tako da bi priporočala, da v tem mesecu stopite korak nazaj, razmislite, preden rečete karkoli. To se bo predvsem odražalo močneje v prvi polovici, druga polovica bo potem za neko nianso nežnejša, vendar še vseeno ne toliko, kot bi si želeli. Dogajale se bodo tudi malo bolj imaginarne zadeve, kot so, da bomo slišali tako kakšne šepete, kakšna meglica, kakšne temne lise, ker v oktobru je namreč tudi ta del sfer izredno aktiven. Bodite strpni, prijazni, nežni, delajte duhovne vaje, ki vas sproščajo, saj boste le tako lažje preživeli ta mesec, ki je res zelo, zelo nestrpno nastrojen vse do konca. Hvala lepa. Energije meseca oktobra 2021 in ne morem se izogniti temu vprašanju, ljudi to zanima, ljudi to skrbi, ljudje se s tem ukvarjajo. Kaj se bo dejansko dogajalo? Zdaj, septembra so nas določeni ukrepi precej šokirali, ne bomo se politično opredeljevali na kakršenkoli način, ampak tako kolektivno bomo pogledali na nivoju energij, kaj se bo dogajalo. Zdaj, že v septembru se začenja čutiti ta uporniška energija v smislu zdaj pa dost. Kaj glede na to, da poznate energije, kaj to pomeni za oktober in za prihajajoče mesece dejansko? Kdaj, kako, na kakšen način? A smo zdaj tudi energijsko v takem času, da bojo ljudje se postavili zase, da bojo, kaj bojo?
Ko smo na začetku leta govorili, kaj pričakujemo v letu 2021, v letu vola, sem dala naslov Leto uranja ledine. Se pravi, stvari se postavljajo na novo. Če gledamo mesec oktober, vidimo, da je dvojni pritisk avtoritete v centru, v osrednjem področju. Zdaj, kot osrednje področje, ja, je lahko tudi oblast, je lahko tudi vlada, je lahko nas šef. Ne? Skratka, iz centralnega dela se širi ta pritisk. Se pravi, še bolj bojo pritisnili na nas. Ja. Okay. Ja. In osrednje področje namreč vpliva na vsa ostala področja. Veliko bolj kot eno z jugovzhoda, iz severa, iz zahoda. In v tem smislu zato toliko poudarjam, da je treba delati, da je mesec to duhovnosti, da se ne upletamo s skrbmi, z razmišljanjem, ampak da delamo, ne gledamo, kaj je Tanja rekla, pa kaj je Tanja delala, pa kaj sem jaz naredil, kaj bom jaz, kako bom jaz odreagiral. Ampak, a bomo da bolj... Da bodo odnosi gladki. Da bodo odnosi gladki. Ampak, recimo, kaj me zanima, a so zdaj energije take, da bomo mi rekli, dajmo se umiriti pa iti meditirati, ker je pač tak pritisk iz te centralne strani, ali so to take energije, da bomo rekli, ok, čutim ta pritisk, zdaj pa jaz se ne bom več umaknil, zdaj pa dost. Ta pritisk je bo močnejši septembra. Ta v smislu dostje. V smislu upora. Okay. Ja. Zdaj je pa, tako bom rekla, energije so se nekako izravnale. To sta zdaj dve avtoriteti ali poudarjena avtoriteta. Jimmy, kako ti to vidiš? Kaj je mesec oktober? Je mesec oktober mesec upora temu, kar slišimo iz strani oblasti, zdaj ne govorim o politiki, ja. Ampak govorim na splošno o šefu, o čemarkoli že? Z razliko od Tanje, jaz menim, da je zdaj ta mesec zelo ugoden, da se postavimo zase. Na osebni ravni, tukaj je zdaj vprašanje, na kakšen način. Način je zelo pomemben, ne, in dostojanstven, integriran, za integriteto, ampak definitivno polna luna v ovnu kliče, da se postavimo zase in da jasno in glasno izrazimo svoje mnenje, ampak preden izrazimo svoje mnenje, res trebamo uravnovesiti, da res stojimo za tem. Ne. To je zdaj prilika, da na individualnem in tudi kolektivnem nivoju res stopimo skupaj in se upremo vsem tistem, ker se moramo upreti. Ne pozabimo, da to leto je res transformacijsko leto, ne samo to leto, še nekaj let smo v zelo eni močni tranziciji in zdaj je zelo pomembno, da z ene strani gremo, se povežemo sami sabo, ampak zdaj ni čas, da se umaknemo, ampak moramo res stopiti frontalno in na en zelo duhoven, korekten način to izraziti na zelo neposreden način. Se pravi, ne z agresijo, ne z glavo skozi zid, ampak samo svoj lasten steber. Skratka, na eni strani bo zelo velika tendenca agresivno, ne? To treba uravnovesiti. Z druge strani pa moramo neposredno povedati, ne? Oktober ni čas za umik. Oktober je čas, da stopimo naprej. To je po mojem mnenju. Okay. Kako bi ti to dojela, tudi močna polna luna, ki bo 20. oktobra in podobno? Ja, sej so pol še te retrogradni planeti, ki so Merkur je do 18. retrograden. Je kar dosti stvari, ne, ki nas bo motilo. Ampak če gledamo kolektivno, jaz mislim, da vsak posameznik mora pri sebi se znati dvigniti. Samo tu. Ker zdaj, če bomo druge gledali, ne bomo vedeli, kako lahko, ne. In pol, če ne vemo, kako, ostanemo na točki. Tu pa ni vsi, kadar je ogenj prisoten, ogenj želi akcijo, želi, da se nekaj zgodi. Ampak na tak način, ko je tebi okej, ne na nek način, ko je nekdo drugi rekel, ko tu ne bo šlo čez. Kadar je ogenj, ne, sonce, Mars, tukaj so ta ognjena stvari, tu so pač se pravi, ti nekaj slišiš in rečeš, ok, koliko je to zdaj v skladu z mano? Točno to. Vsak naj pri sebi pogleda in se vpraša,
bom temu sledil ali ne bom. To pa ne pomeni, ali je prav ali narobe. To vsak zase ve. Tu se meni zdi ful pomembno, da ne sledimo kukor ovce, čredni nagon, ki pride, vsi so rekli tu in tu. Če ti čutiš, da zate tu ni, potem zate ni. Zaupi svojo intuicijo in potem boš lažje šel čez ta oktober. Ker pol so tudi drugi meseci še, ki prihajajo, tu bomo pol naslednjič govorili, ampak oktober pač je, tako jaz čutim, da bo potem lažje. Praviš, da bo november, december lažje? Ne vem, če bi glih tu rekla. Predvsem bo lažje za tiste, ki bodo naredili nekaj na sebi. Dobro. Tanja, mi tukaj zdaj govorimo, da se leto končuje decembra, pravzaprav Feng Shui gleda februar, ne? Februar, ja. Tako da ti si skoraj na sred leta šele. Ja, jaz imam še veliko dela, moram priznati, ne. Ampak, evo, področja, ne, se pravi ta nenehna zaskrbljenost, oktobrska, razmišljanje, pršenje energije, mi lahko uskladimo tudi v prostorih. Ne? In ta center, ki sem rekla, to srednje področje, najlažje ublažimo z elementom lesa, z neko rastlino, lepo lončnico, cvetočo, lahko tudi z cvetem v vodi. Okay. Se pravi, smreke pa še ne bomo postavljali. Lej, če boš le gledala dva meča na mizi, ne bo tako prijetno, kakor če pogledaš en lep šopek rož. Odlično. Sploh oktobra. Šopek rož, oktobra. Izogibati se pogovorom, poslovnim pogovorom, spanju, partnerskim dogovorom na področju jugovzhoda. To je zelo stresno, nesrečno področje. Jugovzhod. Jugovzhod. Ja, drugače ima tisti, ki imajo moj vodnik, vejo, da ima kar veliko klicajev oktober, ne? Mislim, da je njih 10 ali 11. Wow. Ja, in tiste dneve še posebej previdno. Pa ne samo zaradi potresov, tudi zaradi zdravja. Ne? In potem imamo recimo področje, kjer bi še opozorila, je severno področje. Tukaj je pa res oslabljeno zdravje. In eno tako klasično Feng Shui zdravilo je 6 med sabo povezanih kovancev, drugače pa to ponavadi posoda z soljo. Zdaj ne me vprašati koliko. Za ta prostor tukaj bi rekla, da je tle 4 kile, ali pa 5. V nek manjši prostor pa dovolj 1 kila. Skratka, to posodo soljo kam damo? Na področje severa. Na področje severa. Ja. Okay. Posoda soljo, področje severa. Se pravi, vse to usklajuje ta najbolj, ko bi rekla, v nebo vpijoč slab tip energij. Okay. V kako posodo? Leseno, kovinsko? Stekleno. Stekleno. Ja. Dobro. Potem imamo recimo, seveda želimo pa tudi malo bolj, ko bi rekla, imeti blagostanja ali pa biti prepoznavni. Imamo tudi dobra področja. Ne smemo pozabiti, da je oktober tisti mesec, ko so energije se podvajajo. Ali dobro, ali slabo. Ne? Se pravi, slabe smo zdaj malo zbalansirali, prav odstraniti jih ne moramo. Ne? Te ta dobre bodo pa recimo na južnem področju za blagostanje, za prepoznavo, in tako naprej, to je element ognja ali element vode. Potem imamo odlično severovzhodno področje za blagostanje, bodoče blagostanje in pa zahodno področje. In pa zahodno. Ja. Super. Drugače to tudi piše v vodniku. Piše v vodniku. Odlično. Mi bomo tale trenutek preverili, kaj vse se bo dogajalo. Dogajanja bo kar veliko, ampak iz zelo jasnih razlogov smo se predstavili bolj ali manj preko interneta. Torej preko online. Veliko online dogodkov bo, pravzaprav smo pripravili celo akademijo domačega izobraževanja, domača akademija zdravja, smo rekli, da bo tole. Veliko stvari bomo delali skupaj z Edito Tomič, bomo recimo spimpali svoj podpis. To pomeni, da bo naš podpis, ki je na dokumentih, ki je povsod, odražal vse tiste kvalitete, ki so nam najboljše, tako da bomo izkoristili ta čas na ta način. Potem se obeta tudi tapkanje, kako odtapkamo bolečine, neprijetne spomine, pa joga obraza, pa številne stvari se boste lahko naučili. Tudi kakavovo ceremonijo napovedujemo in pa dušni večer z Anito Reher, pa nedelja za čarovnice, kajti oktober, konec oktobra je tudi ta noč čarovnic in vse pravijo, da se energije takrat malo odprejo, ta povezava, zgornji, spodnji svet in podobno. Kako ti gledaš na to? To je zelo pomemben dogodek, še posebej
ne samo zaradi določenih energij, ampak tukaj Mars prihaja v svojega škorpijona, ne, in tukaj bo še bolj poudaril ta praznik oziroma to praznovanje in nekako povezava z notranjostjo bo še močnejša, transformacijski proces bo še vidnejši. Drugače oktober, ker sem subjektiven in oseben, je moj najlepši mesec, ker takrat praznujem rojstni dan. Bravo! In predvidevam in upam, da bo malo lažje, čeprav glih okoli mojega rojstnega dneva so najbolj turbulentne aspekti. Ja, pa to ti je bilo namenjeno. To mi je bilo namenjeno, ne. Skratka, oktober je vedno zanimiv mesec, tako kot je rekla, z ene strani imamo zelo lepih zadev, je pa tam konec oktobra prihaja do ponovne spremembe energetske, ne. Še posebej zdaj, ker so take konstelacije. Ampak tako, kot sem še enkrat poudaril, 5 planetov prihaja iz svoje retrogradnosti in energija bo spet zašibala, ne. In tudi na poslovnem planu mnogi so septembra se pritoževali, ni jim šlo ali zastoji so bili. Tam od 18. oktobra, ko bo zadnji retrogradni Jupiter in tudi zadnja retrogradnost Merkurjeva se bo osvobodila in tudi na tem področju lahko pričakujemo, da se bo spet malo zaživela zadeva. Super, gas, ne? Gas, odlično. Evo, kot vsak oktober tudi letos posvetimo tematikam duše, potovanje duš dejansko, vse entitete take in drugačne, kako to prepoznavati, kako se spucati tega, kako se pokloniti prednikom dejansko. O tem torej 2 dogodka v tem mesecu, poglejmo si nekaj vsebine in tematike malo za pokušino. Če govorimo o poklonu prednikov, kako pa lahko to doma naredimo? Zdaj smo rekli, da Britov ni glih najbolj nujna zadeva na tem svetu, lahko si še več slabega naredimo kot dobrega, ne? Kako bomo doma se poklonili prednikom oziroma a sploh rabimo to narediti? Zakaj bi sploh razmišljali o njih? Saj oni so stvar preteklosti. Mi gremo naprej. Ja, zagotovo, ne, je pač gremo naprej in recimo, ne vem, če si v nekem res procesu žalovanja, je to drugače, a ne. Zagotovo se v bistvu svojih pač prednikov spominjaš ne samo na ta dan, a ne, v bistvu tako, da je to pač sprem, glede na časovne komponente in valovanja, cikličnost okolja v bistvu. Drugače pa recimo, ne vem, če je to res del tradicije, je svečka doma dovolj. Dosti recimo raznih ljudstev pozna kakšne posebne kolače z določenimi recimo rastlinjem spet, ki ga dodajo potem in ga darujejo na oltar oziroma tisti dan mogoče pojejo. Ena izmed takih, recimo lahko omenim, recimo zvezdasti janež, ki se tudi v tem času uporablja v kakšnem pecivu, piškotkih, določen kruhu. Ker se mi pa zdi, da je recimo zelo lepo, ker se družine vidijo po dolgem času. Nekateri v familiji se vidijo samo za 1. novembra. Pa kdo umre, da se vsi vidijo skupaj. Pa če se kdo poroči mogoče, a ne? Drugače se pa ne družijo skupaj. Se pravi, lahko naredimo nekaj takega obrednega, kadar je družina skupaj. Ja, lahko, če je recimo družina odprta za te stvari, seveda, ne. Drugače pa v bistvu res dovolj, da sam pri sebi to uravnaš s temi energijami, se pogovoriš oziroma kar pač ti želiš. Svečka res doma je dovolj, no. Kaj pa tisto, ko dajemo, jaz se to tukaj živo spomnim, ko daš kozarec vina, pa ne vem, a daš še karkoli drugega. Moja mama je to zmeri delala. Večer pred, torej 31. je zmeri dala deci vina v smislu, to je pa za pokojne. In pol me je zjutraj hecala, lej, koliko so spile duše, letos so bile pa žejne. Ja, to se tudi jaz spomnim, da je tudi moja stara mama delala in ona je rekla za rajne duše, pa piškotek zraven, ne? Piškotek še zraven za rajne duše in to je bil en taki tisti ritual. Naši so se pač na tak način, ne samo svojih, ampak vseh rajnih, ne, so rekli takrat, ja.
Tako, skratka, zanimive tematike, ki govorijo o tem, da človek absolutno ni samo kup mesa in kosti, ampak mnogo, mnogo več. So zdaj taki časi, ko bolj zaznavamo te energijske nivoje, ki jih imamo. Ja, definitivno, ne. Dosti ljudi me kliče in mi pove, da imajo tudi fizične simptome, fizične bolečine. Glava boli, kosti bolijo. Jaz vse rečem, da je vse ok, samo da pa zdržijo, ne. Ker če mi želimo se pač na neko frekvenco dvigant, so lahko tudi fizične bolečine. Zato je fajn delati na sebi, biti v miru, se znati umakniti, kadar pride neka bolečina in poslušati svoje srce. In poslušati srce in telo, vse je povezano, ne. Ker mi preveč smo v glavi, ne, preveč, sploh zdaj, ko bo toliko ognja na kupu in toliko teh različnih položajev planetov, se preveč hitro lahko odločamo stvari in potem nam je žal. In ne poslušamo sebe, ne. In pol normalno, da ni ok, ni v skladu z našimi željami in vprašanje, kaj bo še, kako se bodo, vsak posameznik, kako se bo počutil. Zato jaz vsakmu rečem, deli kar stvari, kamor ti srce poje in duša igra. No, evo, ne bo pa vam žal, če boste fajn krepili svoj imunski sistem. Zdaj je čas, začnite z uživanjem vitamina D. Vsi strokovnjaki vam to govorijo, ni za brez veze. Resnično, D-vitamin je ključen in september je zadnji čas, da se ga začne uživati. Oktobra moramo biti že fajn navajeni na to jutranjo rutino, da si dejansko pod jezik nakapamo nekaj kapljic. In evo, ravno zaradi tega v temu mesecu tudi pri nakupu zaloge dobite zraven brezplačni strgalnik za jezik. To pa zaradi tega, da boste še dodatno okrepili svoj imunski sistem. Je pa en cel paket za krepitev imunskega sistema in sicer JIP protokol se imenuje, jesenska imunska podpora, kjer imate zraven še ekozelenje, pa še par zadev in zraven dobite darilo, C-vitamin, čist zato, da boste resnično fajn tole zrihtali, kajti povem vam, ne rabite biti bolani, ne rabite biti prhlajeni, če boste dosti skrbeli za to. In v imenu zdravja se trenutno marsikaj dogaja po svetu, medtem ko najbolj pomembne korake lahko naredimo sami in to je, da uživamo manj sladkorja, da uživamo več vode, smo še vedno na svežem zraku, da smo umirjeni, da si ne ženemo tudi k srcu in pa seveda najbolj pomembno D-vitamin, zdrava črevesna flora in tako naprej. Tako da ja, 02 6200 230 je telefonska številka, seveda imate vse to tudi na www.klepetobkavi.si. Tanja, še zaključna misel za tale mesec, en tak drobec, da si zapomnijo ljudje. Ne vztrajati trmasto pri svojem, sprostiti misli in duha in paziti nase in na svojo energijo. Ok, hvala. Jimmy? To je mesec, ko se postavimo zase, jasno in glasno izrazite svoje mnenje, upoštevajte pa druge. Super. Tina? Ja, delo na jasnosti, na temu, kaj želimo in delo na sebi, tako da pridemo v svojo moč. Odlično. Evo, prisluhnite vse to in obnovo povzetek vsega tega najdete na www.klepetobkavi.si. Glede na to, kakšen mesec je, imamo za vas srčno prošnjo in sicer ta posnetek in te informacije podelite tudi med svoje prijatelje, tudi med vse ostale, da pridejo do teh informacij, da pridejo do te aktivacije take in drugačne in da začnemo skupaj in enotno delovati za zdravje, za življenje, za svobodo.